Najstarejši sledovi človekovega bivanja v Ljubljanski kotlini segajo vsaj 7000 let v preteklost. Šele proti koncu kamene dobe, okoli leta 3900 pred našim štetjem, so si prebivalci Ljubljanske kotline za svoje bivališče izbrali Jezerski breg in delno zamočvirjena tla na Ljubljanskem barju ter si postavili hiše na kolih. Tako imenovani koliščarji so se preživljali z lovom, poljedelstvom in živinorejo. Geografska lega je že od nekdaj pogojevala poselitev ljubljanskega prostora. Ljubljana leži sredi naravnega prehoda med Ljubljanskim poljem na severu ter Ljubljanskim barjem na jugu, na stičišču alpskega sveta in dinarskega gorskega sistema. Večina mestnega ozemlja spada k porečju Ljubljanice, ki teče skozi Ljubljano pod Grajskim gričem in se izliva v Savo. Legenda pravi, da naj bi temelje antične Emone postavili Jazon in Argonauti, ki so se po Ljubljanici in drugih rekah z zlatim runom vračali iz Podonavja proti izviru Ljubljanice na Vrhniki. Izvor imena Emona je nejasen, po vsej verjetnosti izhaja iz predrimskega obdobja, kar se ujema tudi z arheološkimi in legendarnimi izročili o nastanku mesta. Antično Emono je obkrožalo utrjeno pravokotno obzidje s 4 glavnimi vrati in obrambnimi jarki na zunanji strani. Središče mesta je predstavljal forum, Rimski trg. Na njem je stala bazilika, ki je bila administrativno sodno središče. Prav apsida je bila namenjena sedežu sodišča. Forum, trg, na katerem so meščani trgovali in se srečevali ob najrazličnejših priložnostih, je stal na najvišji točki Emone. Na Grajskem griču je bila sprva obrambna postojanka, kasneje pa romanski grad v obliki trdnjave. Iz obdobja poznega srednjega veka se je ohranilo najstarejše grajsko jedro s 6 obhodnimi stolpi, med njimi je znameniti stolp Piskačev, grajski palaci z reprezentančnima dvoranama in gotska kapela svetega Jurija. Mestno obzidje je bilo povezano s stolpom Padav in meščansko bastijo, ki so jo skupaj z grajskim poslopjem povezali v enotno utrdbo. V 15. stoletju je Ljubljana zaradi potreb po obrambi proti Turkom dobila sklenjeno obzidje, nove obrambne stolpe in novo trdnjavo na Grajskem griču. Pri utrjevalnih delih pa so morali sodelovati predvsem podložniki, kar je kmalu postalo eden izmed najpomembnejših razlogov za kmečke upore. Dobro utrjena Ljubljana pa je kljub temu uspešno prestala tako turške upade kot neuspešno kmečko obleganje gradu. Eden izmed vhodnih stolpov se imenuje Peterokotni stolp. Imel je dvoje vrat, ki so predstavljala vhod na vedno živahno grajsko dvorišče, s 3 vodnjaki in tudi ječami, kjer so v nevzdržnih razmerah bivali kaznjenci. Srednjeveška Ljubljana je imela 3-delno obliko in trdno obzidje. Iz prvotnega ribiškega naselja so se razvili Mestni trg in Stari trg na desnem bregu Ljubljanice ter Novi trg na njenem levem bregu. Obzidje, ki je oklepalo posamezne mestne dele, je bilo na najbolj izpostavljenih točkah utrjeno s stolpi in se je povezovalo z utrdbo na Grajskem griču. V 16. stoletju je Ljubljano zajelo reformacijsko gibanje, s katerim je mesto kmalu postalo kulturno središče dežele. Gibanje je Slovencem prineslo prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku, ustanovitev prve stanovske latinske šole,
prve tiskarne in javne knjižnice. Protireformatorji so literarne dosežke reformacije v večini primerov zažigali na grmadah, ohranil pa se je prvi prevod Biblije v slovenski jezik. Stičišče vseh treh delov mesta je predstavljal Gornji, današnji čevljarski most, ki vodi do Tranče, pomembne mestne stavbe z mogočnim obokom. Grad je izgubil vlogo trdnjave in vladarske rezidence, zato je glavno vlogo prevzelo mestno središče pod njim, ki se je počasi začelo širiti izven mestnega obzidja. Konec 17. stoletja so začeli obzidje rušiti, v tem obdobju so združevali meščanske hiše v baročne palače in zgradili skoraj vse ljubljanske cerkve. Mestni trg je predvsem s fasadami, odprtimi stopnišči in višjimi nadstropji v hišah dobival novo podobo. Povezave z Benečani, lastna kranjska valuta in nova združljivost trgovske dejavnosti s plemiškimi naslovi, ki je omogočila bogatim meščanom prestop v deželno plemstvo, so spodbujali gospodarski razcvet Ljubljane. Mesto je postalo središče Kranjske, sedež deželnega glavarja, deželnih stanov ter njihovih uradov. Kar tretjina Ljubljančanov v tem času je bila trgovcev in obrtnikov. Baročno so pozidali tudi srednjeveški leseni Rotovž in takrat je stavba dobila današnji čelni trakt, lođo, triramno stopnišče in peterokotni stolpič. V mestni hiši je bila tudi dvorana, namenjena gledališkim predstavam in kasneje tudi plesom. Pred njo so po zgledu slovitega rimskega vodnjaka postavili najlepši primer baročnega spomenika, znanega po imenu Vodnjak treh kranjskih rek, Save, Krke in Ljubljanice, kiparja Francesca Robbe. Med prebivalci se je močno povečalo zanimanje za znanost in kulturo, zato so po vzoru italijanskih akademij ustanovili Akademijo operozov. Vzpodbudila je ljubljansko umetniško arhitekturo, kiparstvo, slikarstvo in glasbo. Sad teh prizadevanj pa se kaže v najlepših javnih stavbah v Ljubljani. V podaljšku mestnega trga nas pot pripelje do številnih baročnih hiš, škofijske palače in stolne cerkve svetega Nikolaja. Skupaj s hotelom pri Divjem možu predstavljajo najimenitnejši ljubljanski baročni kompleks. S podiranjem mestnega obzidja se je mesto začelo širiti in pridobivati predvsem nove trge. Klasicistični Kongresni trg je svoje ime dobil po kongresu Svete alianse, zaradi katerega so meščani odstranili ruševine nekdanjega kapucinskega samostana in uredili prostor, kjer so med kongresom potekale vojaške parade. Kasneje so na njem zasadili drevored v obliki zvezde. Začetek 19. stoletja pomeni za Evropo dobo Napoleonovih osvajanj. Ljubljana je postala sedež guvernerja ilirskih provinc, zaradi česar se je poleg razmaha gospodarstva in trgovine pričel razvoj šolstva, slovenščina pa je postala temeljni jezik v šolah. Vrnitev habsburške oblasti ni mogla odpraviti vseh francoskih pridobitev, zato je bil politično to čas prebujanja slovenske narodne zavesti. Pokazala se je potreba po ustanovitvi društev in narodnih institucij, zato so tedaj zgradili deželni muzej, Narodni dom, deželno gledališče in ustanovili nove šole. Na severnem delu trga stoji dvonadstropna klasicistična stavba društva Kazina, ki je imela pomembno vlogo pri razcvetu tedanjega kavarniškega in plesnega življenja ter pri pospeševanju domače trgovine in izobraževanju. Ob južni strani je stalo poslopje Vicedomskega dvorca. Na vzhodnem delu trga je Šmitova trgovina. Na mestu današnje Slovenske filharmonije je stalo za slovensko kulturo izjemno pomembno deželno stanovsko gledališče, poleg njega pa stavba Slovenske matice.
V obdobju hitrejšega gospodarskega razvoja na slovenskih tleh v 19. stoletju je bilo postavljenih precej manjših in večjih industrijskih obratov, med drugim parni mlin, zvonarna in livarna, pivovarna, tovarna vžigalic, bombažna predilnica in plinarna. Pomembno mesto v gospodarski in socialni zgodovini Ljubljane in okolice ima tobačna tovarna, na začetku nastanjena v cukrarni, stari rafineriji sladkorja ob Ljubljanici. Kasneje pa so proizvodnjo tobačnih izdelkov preselili v nov tovarniški kompleks med Tržaško cesto in Južno železnico. Po svoji velikosti je bila tobačna tovarna dolgo časa največja tovarna v Ljubljani in je ob koncu 19. stoletja zaposlovala skoraj 2500 delavk in delavcev. Bila je tako rekoč nosilec industrijske miselnosti v Ljubljani. Od v neorenesančnem slogu zgrajenih Kresije in Filipovega dvorca vodi Francov most proti Marijinem trgu, današnjem Prešernovem trgu. Potres konec 19. stoletja je bil pomemben mejnik v prostorskem oblikovanju Ljubljane, saj se je na ruševinah starega mesta začelo razvijati mesto po sodobnem urbanističnem načrtu. Med najpomembnejše urbane dosežke obdobja do Prve svetovne vojne štejemo ureditev Miklošičeve ceste in Slovenskega trga pred Sodno palačo. V sam vrh secesijskega arhitekturnega oblikovanja pa sodi na njegovi desni strani postavljeni Zmajski most. Takratni leseni most so po potresu zamenjali z železobetonsko konstrukcijo. Okoli trga stojijo Hauptmannova in Frišerjeva hiša, palača mestne hranilnice, Grand Hotel Union ter Urbančeva hiša, vse zgrajene v secesijskem slogu. Zgraditev mestne elektrarne in elektrifikacija je med drugim omogočila javni prevoz z električno železnico. Tramvajske proge so izboljšale cestno omrežje v mestu, saj so ob polaganju tirov ulice tudi tlakovali. Še prej je bil vpeljan nov kanalizacijski in vodovodni sistem. Za gospodarsko življenje mesta je bilo pomembno bančništvo, organizacija denarnih, kreditnih in zavarovalnih poslov. Trg je kasneje svoje ime dobil po spomeniku največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu, katerega kip stoji na podstavku, nad njim pa je figura muze, ki z roko visoko v zrak dviguje lovorov venec. Začetek 20. stoletja je bilo obdobje razcveta slovenske literature in likovne umetnosti. Povesti Ivana Cankarja s socialno tematiko so doživele širok mednarodni odmev in dobile svoje mesto med klasičnimi deli svetovne proletarske umetnosti. Pionir slovenskega modernega slikarstva Richard Jakopič pa je na svoje stroške v parku Tivoli postavil umetniški paviljon, v katerem so razstavljali številni domači in tuji umetniki. Prvo svetovno vojno je Ljubljana doživljala v pomanjkanju in revščini. Ob koncu vojne je postala središče slovenskega dela Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Z nastankom prve slovenske univerze v Ljubljani, Slovenske akademije znanosti in umetnosti in univerzitetne knjižnice, se je razmahnilo znanstveno in kulturno življenje. Ustanovljeni so bili Narodna galerija in Narodno gledališče ter Mestni muzej. Novo ustanovljene kulturne in znanstvene institucije v Ljubljani so mestu zagotavljale osrednji položaj v slovenskem prostoru. Vegova ulica preko Napoleonovega trga povezuje mestno središče s Trnovim, nastala pa je na mestu nekdanjega jarka za okopi srednjeveškega mestnega obzidja. Z njo je Plečnik zaokrožil urbanistično ureditev,
ki izhaja iz zamisli o monumentalni mestni magistrali. Pred pročeljem Glasbene matice je postavil galerijo 8 slovenskih glasbenikov in 2 skladateljev iz sosednjih južnoslovanskih držav, tako imenovane herme glasbenikov. Reševanja celotne mestne podobe v obdobju med obema vojnama se je loteval predvsem Jože Plečnik. Poleg arhitekturnih mojstrovin, kot so Narodna in univerzitetna knjižnica, Žale in Križanke, je veliko pozornosti usmeril v oblikovanje cest in trgov. V njegovo delo spadajo Vegova ulica, Zoisova cesta, Šentjakobski trg, tržnica s Tromostovjem, ureditev nabrežja Ljubljanice, mestna promenada v Tivoliju in še mnoga druga. Na drugem koncu Vegove ulice je Napoleonov trg, današnji trg francoske revolucije. Trg krasita baldahinski oltar, spominsko obeležje pesniku Simonu Gregorčiču in spomenik Iliriji v obliki obeliska. Drugo svetovno vojno je uporniška Ljubljana preživela kot mesto taborišče za 34 km dolgim obročem bodeče žice in bunkerjev, ki ga je do kapitulacije vzdrževala italijanska, nato pa nemška okupatorska vojska. Žica in druge nasilne metode okupatorjev niso ustavile organiziranega upora aktivistov Osvobodilne fronte in drugih zavednih Ljubljančanov. Po osvoboditvi je navdušena množica na ljubljanskih ulicah pozdravila svojega osvoboditelja, Slovensko narodno-osvobodilno vojsko. Prebivalcem se je predstavila prva slovenska vlada. Ljubljana je postala politično, gospodarsko, kulturno in univerzitetno središče Republike Slovenije, sprva kot del Federativne ljudske republike Jugoslavije in kasneje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Od začetka 60. let 20. stoletja je doživel urbanizem Ljubljane nove razsežnosti. Na z drevjem zasajenem prostoru, na katerem je včasih stal tudi tako imenovani Mlinski vrt, je po načrtih Edvarda Ravnikarja nastalo novo poslovno in kulturno središče moderne Ljubljane, Trg revolucije, današnji Trg republike. Nasproti Trga revolucije stoji palača skupščine, katere pročelje krasi znameniti portal Skipi, ob njej pa je grobnica narodnih herojev. Trg revolucije označujejo tudi 3 spomeniki. Spomenik pripovedniku Ivanu Cankarju pred vhodom v Cankarjev dom, slovensko kulturno in kongresno središče, spomenik revolucije v majhnem parku na vzhodni strani trga ter spomenik Edvardu Kardelju. Konec 80. let so nastale prve opozicijske politične skupine, ki so zahtevale suvereno državo slovenskega naroda. Vrh gibanj so bile demokratične in svobodne volitve ter plebiscit, s katerim so se prebivalci Slovenije odločili za neodvisno samostojno državo Slovenijo. Na Trgu revolucije v Ljubljani je potekalo slavnostno zborovanje ob razglasitvi neodvisnosti Slovenije. Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Dan po razglasitvi pa se je začel 10-dnevni oborožen spopad z jugoslovansko armado.